Rudolf Maister Vojanov se je rodil 29. marca 1874 v Kamniku. Zapečatil se je v slovensko zgodovino kot general, ki je branil meje naše domovine, in kot slovenski pesnik. V čast njegovim prizadevanjem in zaslužnost, da je Maribor del slovenskega ozemlja, so mu v Mariboru postavili spomenik in po njem poimenovali tudi trg, ki krasi dvorišče prve gimnazije v Mariboru. Boj za postavitev spomenika se je po besedah Aleša Ariha, prvega predsednika in častnega člana domovinskega društva generala Rudolfa Maistra, odvijala vrsto let. Njegovi borci so upali, da se mu bodo lahko poklonili, preden zapustijo ta svet. Veliko je bilo ljudi, ki so dokazovali njegovo veličino, ampak njihov glas ni bil slišan vse do leta 1986. Jože Smole, slovenski novinar in politik, je zavrtel kolo in dal zeleno luč za postavitev spomenika. Z zbiranjem prispevkov so uspeli priti do sredstev in na javnem natečaju izbrali Vlasto Borko, ki je poskrbela za Maistrovo upodobitev. Prvotni načrt in želja domovinskega društva je bila, da spomenik stoji pravokotno na mariborsko občinsko zgradbo in gleda proti severni meji, ampak so lokacijo spremenili. Po mnenju Ariha je bil vzrok v mariborski politični eliti, ki ni želela presežka svoje veljave. Meni tudi, da bi morali Maistra posnemati v njegovih vrednotah tudi danes. Veliko govorimo o domoljubju, tudi imamo številna društva generala Maistra, imamo nekaj šol, ki so zelo, bom rekel, aktivne v smislu negovanja spomina z različnimi projekti in tako dalje. Vendar med ljudmi pa žal, bom rekel, bledi in je že tudi zbledel spomin na, ne samo na generala Maistra, ampak na njegove sodobnike, ki so mu omogočili, da je to storil. Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor apelira predvsem na mlade, da nadaljujejo Maistrovo idejo o pripadnosti narodu in nadaljujejo s tem izročilom, kakor tudi naj bodo ponosni Slovenci in naj vzamejo vajeti v svoje roke, ker je tudi Maister o prelomnem dogodku ukrepal in ohranil velik del naše domovine. Da spomin nanj in njegove vrednote še vedno živi in se obnavlja, skrbijo tako v šolah kot društvih. Zato dejansko še lepo 100 letih prepoznavamo te ljudi in upam, da bomo s tem lahko tudi nadaljevali. Slovenci si to zaslužimo. Zbrana je nagovoril tudi mariborski župan dr. Andrej Fištravec, ki se je razveselil odziva zbranih ljudi, da je lahko skupaj z njimi podoživel veličino tega dogodka ter obenem kritično nastopil do politike države v odnosu do Maribora in severovzhodne Slovenije. Čeprav sodobna Slovenija in tudi sodobna politika v Sloveniji včasih misli, da lahko živi sama, brez Maribora, brez severovzhodne Slovenije, brez severne meje, ampak mislim, da počasi vidijo, da Slovenija brez Maribora ne more biti. Mestna občina Maribor dokaj uspešno skrbi, da je spomenik ves ta čas takšen, kot je, da kljubuje zobu časa, čeprav vemo, da je bil v preteklosti deležen vandalizma. No, zdaj spomenik je narejen iz materiala, ki kljubuje času, dobiva svojo patino. Zdaj, hvala Bogu, skrunitev ni več, to je preteklost. Mislim, da bo Maister vedno bolj trdno stal tukaj na tem trgu. V želji in upanju, da spomina Rudolfa Maistra ne zbledi, smo o njem povprašali tudi mimoidoče, če vedo, kdo je ta zgodovinski mož sploh bil. Rudolf Maister je bil borec za severno mejo, pa pesnik, državnik, velik mož pravzaprav. Rodil se je v Kamniku, tako da sta Kamnik in Maribor sta povezana s tem junakom. Ja, Rudolf Maister je bil mož, ki je zaslužen za to, da je Maribor še vedno del Slovenije. Zdaj ste me dobili. Koncem prve svetovne vojne prinesel svobodo Mariboru, pa slovenstvo, da je naša država danes slovenska, ne pa nemška. Da spomina pesnika in generala Maistra še kako živi, je dokazal in pokazal tudi član drame SNG Maribor Bojan Maroševič, ki je generalu posodil tako svoj glas kot tudi stas ter zbrane odločno prepričal, da je general še vedno med nami. Morda celo v vsakem izmed nas. General Maister, vojaški poveljnik Spodnjega Štajerja.
Nemci v Mariboru ne bodo več govorili liberalke, švarce, trimer, alsajn, vindiš Maribor. Nemci nocoj stražijo v Mariboru zadnjič in jutri bomo z užitkom rekli Schutzwehr, auf Wiedersehen!